Jo, še niti nismo dobro z Nemčije prišli, gremo že naprej. Tokrat za spremembo nimamo Tomketa na parkovci, ampak nekaj drugega. Projekt, ki ste ga itek že videli, v bistvu ni naš projekt, no, se je odvijal pri nas, ampak ja, sam avto ni naš. In trenutno smo na poti v Zagreb, kakor smo že bili v štartu tega leta. In tokrat gremo potestirati BMW E36 z V8 motorjem. In sprememba je tudi v temu, da bo končno lastnik tega avta se usedel in naredil prve testne kroge. Tako da en tak zanimiv dan testiranja, treniranja je pred nami. Se vidimo v Zagrebu. Evo, prišli smo v Gati Rimac test track tlele zraven Zagreba, oziroma takoj čez cesto od letališča. Vreme je zaenkrat malo kislo, ampak ni še take panike, samo da ne bolil. Če pa bo, pa več gum prišparati. Koliko ta avto zadnji nima čisto skrito. Ok, ugasne. Funzionalità della porta.
Evo, prvi testni kilometri in tudi prvi kilometri zame v BMW-ju z V8 motorjem. Čeprav lažem, tole sem že probal na Racelandu in tisti je bil razlog, zakaj smo rekli, da gremo tale avto overhaulat, ker je avto bil totalno nevozen. Zame je v bistvu prvi challenge trenutno je to, da je pozicija zica zame čisto robe postavljena, kar se tudi vidi z onboard posnetkov sigurno, ker smo pač sam probali zic mečkem predstaviti, da bo meni pasil, ker je voznik tega avta kar dosti višji od mene. Tako da to je bil malo problem zaradi same motorike vrtenja volana. Drugače, kar se avta tiče, štartali smo na zbitih cestnih gumah na 2.2 bara. 2.2 bara hladne in poznali se je, koliko ni nobenega gripa tako ogromno in tudi v bistvu kar zdaj avto in kako se avto hoče zdaj peljati dejansko, ja. Nevodljivo sem pripeljal ven, smo spustili na 1.8 bara gume, oziroma verjetno še mičkar manj, ker ne vem, koliko so bile segrete, in bo že takoj boljš. Definitivno, kar je nujno za ta avto od zdaj naprej za prihodnje, so pač neki semisliki, definitivno tudi spredi nov komplet gum in to je to. Med drugim, ja, zanimiv, koliko pri takom motorju ne rabiš nekega klačkika se matrati ali karkoli, ker avto zgubi brzino, pač stisneš gas v poden in peljemo. Zelo zanimiv, zelo zanimiv. Nov set gum in pa gospod petač za volanom v tej drugi fazi. Dela, dela, po moje sam raba, veš, kjer je veliko. Na desno je moj? A res? Okej. Okej. Odek šta pole, to gled, treba pogledati. Povej mi tkura je feeling volana. Prav prej. Se manj rabaš boriti, pa self-steer lepo sam vrača in tako naprej. Gume pa, škoda je gume. Kaj sem rekel, te gume so čisto premalo gripa za tole. Ker zdaj je avto rado šele vodil, zdaj je malo več kota pelaš in vse kot si prej.
volan, sekundu gre volan dol. Odlično. Zdaj imaš ta knofak. Tule knofak tukaj, ne? Stisnem knof noter, s palcem. Pa tega potegneš pol vse. Najlažje je, da tako narediš, kako bi rekel, kot da bi hotel v sendvič grizen, mislim, prijeti. Razumem, ja, okej. Se pravi, takole, ne? Če primeš volan takole, s palcem stisneš, s tem jih vse potegne. Evo ga, probi še enkrat. Čak sem, škoda ti jo pomaga, daj takole naravnost. Toliko hitrosti imam na koncu temu ovinku, ker sploh nisem navajen. No, v redu. Ali je plan dosežen? Ja, dober je, dober. Za eno stopno bolj grite gume. Ja. Čak, samo to ven vzam. A si Maxa ugasnil? Dober. Prav dobro ti pogled. Vidim se, da uživaš. Res je. Avto je nov, hvala za nov avto. To je to, še par iz teh stvari, sploh gume, uživno tudi gume. Tako da jaz bi rekel, ja, plan, da se gume zrihta, vsemi slike, pa naredimo eno akcijo. Eno malo balorenk akcijo, samo rabim dobiti še od Udbija Feltne. Na CDC te je treba zdaj pripraviti. Ja. Te je ful, mislim, ful dobro, jaz ka vidim kako avto flota, pa to... Dober gre, dober, zdaj je vodljiv. In to je važno, da dobiš ti samo zavest v avto, pa tja, kaj ga boš usmeril, tja bo avto šel. Tole definitivno dam vzem. A to? Majica je, da si už zrihta, da si uper, pa to zrihti, da imaš redi. Ka majica najbolj, da je skozi pretepaš, ka čim bomo mi to noter tja v komoro zapeljali, to bo sam smrdel. Tako da me zraven kombinezona, pa to pa je najboljš. Kaj pa sedeš po volan, bi kaj spremenil? Volan bi dal bolj dol, sam če ne to, pa lahko tudi sedeš bolj dol. Zid bomo malo višji spravili. Drugač pa le je v redu. Mislim, če damo zid že centi višji, se bo ful poznal. Tudi če se zidom nič ne spremeni, bo še zmeraj v redu. Super. To je to. Dan na Bugatti Rimac stezi zaključen. Sicer zelo na kratko, ker smo imeli dejansko sabo lahko sam 2 para gum. Kar je najbolj važen in najbolj ključno je to, da je lastnik prezadovoljen, da opaz, koliko je velika razlika napram prej in zdaj in tudi gledati ga na sami stezi, kako je pelil v živu, kaj je avto počel, koliko se je on boril. Je to samo pokazalo, da smo stvari dobro uredili. Tit? Evo ga. Ti, tvoj pogled. Vesel sem, da vse dela. To mi je ta najbolj važen. Ja. Avto se konkretno lepo gre, kot se je prej. Ja. So še zadeve, ki jih je treba. Okay. Mislim, da prvo, kar je ključno, kot sem že omenil, je, da bojo pač mogli prešaltati na 7 gume. Ja. Da enostavno avto zdaj rab več gripa, ker se lahko pele hitreje in bolj fluidno. Pa pogled, ko lahko še zadnji, kaj dodelamo za vzmetenje. Ja, mogoče malo spočeti vse skupaj. Okay, kaj sledi? Zalaganje, zate sledi morje, zame sledijo pa moc. Okay, ja, projekti delavnici. Pa tudi ti ne pozabite to dopustiti. That's it, do naslednjič valjda, lajkite, šerite, komentirajte, naročite se na kanal in pa see ya!